Zdaj pa še v segment hitrih vprašanj. Okay. Koliko bo višja morska gladina v Piranu leta 2035? 2,35, 5 centimetrov. Ok, se pravi, ne bo pod vodo Piran še. Bo, ker polete, višina morske gladine je samo en indikator. V resnici pa pogostnost poplav, ki je vezana še na ostale dogodke, pa seveda se bo povečala tudi do 10-krat. Okay. 10-krat. To pomeni vsak teden. Tako da ja, tukaj nas ta številka 5 centimetrov ne sme uspavati. Zavest, ja. Se pravi, koliko poplav kot tista 4. avgusta 2023 lahko pričakujemo do leta 2035? Vsaj še eno, točno tako. Vsaj še eno. Kje bomo smučali leta 2035? Bogati v Švici. Švica nima nobenega problema, ker ima smučišče tako visoko in nad 2000 metrov celo več snega zdaj pade. Po 2000 metrov pa seveda, to se pravi, Nemčija odpade, Slovenija odpade, no, mogoče še kje v Italiji, ampak definitivno Švica bo ostala prestolnica smučanja. Okay. Kdaj bomo postali družba brez ogljičnega odtisa? Mislim, da v tem tisočletju ne. Oziroma stoletju ne. No? Jaz mislim tam nekje po 2100, da bojo nadomestki, ne prej pa dvomim. Kaj lahko vsak posameznik, ki posluša ta podcast, naredi za okolje? Jaz mislim, da prva stvar je, nikomur ne škodijo pravilne informacije in če konkretno govorijo o podnebnih spremembah, danes večer, danes popoldne, katerkoli poslušate, pojdite na spletno stran Arsa. Pod zavihek podnebne spremembe. Tam najdete strokovne literaturo, ki mogoče je pretežka, najdete brošure, ki so primerne za osnovnošolce, dobite informacije, poglejte številke, preberite. To je korak, ki nič ne stane in ki je razmeroma hiter. Seveda, naslednji korak je pa vplivati na odločevalce. Pravočasno, jasno, glasno in seveda organizirano. En sam človek težko kaj premakne. 100 ljudi z zelo jasnim planom, kaj premakne stvari. Mi smo pa ljudje, ko jih pride za 100, kaj ne. Mi vemo, kaj nočemo. Ko bomo enkrat vedeli, kaj hočemo, takrat bo politika poslušala. Ampak recimo, če probava tako reči, da 3 majhne korake, kaj lahko naredijo. Ločevanje odpadkov, na primer. No, recimo, jaz bi rekla, da dajmo izobraževanje, kot rečeno, na prvo mesto in pa recimo za obljubo, da absolutno ne zavržem nobene hrane. To se pravi, da kupim, z drugimi besedami, točno toliko kot rabim, ali pa raj malo manj. Od lakote še noben ni umrl v tem stoletju, v Sloveniji hrane pa mečemo vsak dan kilo, lahko tudi kakšni. Tako da, recimo, to je korak, ki se bo nenazadnje na denarnici tudi poznal. In glede na to, da je mogoče zdaj prihaja tudi poletni čas, kar je pod 1 kilometer, pejmo peš. To se mi zdi, da zmore vsak. Okay. Tudi s kolesom ni treba, peš. Ker mislim, da je tudi za zdravstveno blagajno treba malo poskrbeti. Ja, menda, da kolesarji da so zelo fajn, kar se tiče zdravstvene blagajne, pa zelo slabi za biznis. Malo potrošijo, malo so bolni. No, ampak veste, tudi tako je, če govorimo o resnem kolesarjenju, tudi kolesarjenje ni brezoglično, je treba bolj jesti. Če bi vse sešteli, kar tedaj Pogačar s tistimi napitki, pa kar plastike vržejo proč, bi ugotovili, da tudi tisti kilometri so kar lepo CO2, kako bi rekla, obremenjeni. Brez nič ni nič. Tako da mislim, da pešačenje je še bolj, bi rekla, bolj ekološko kot kolesarjenje. Ja. Bolj zdržno, ok. No, zanimiv vidik, ja. Še zadnje vprašanje. Kje bo dr. Lučka Kajfež Bogataj leta 2035? Ali lahko pričakujemo kakšen dokumentarec morda? Ja, verjetno, da bom takrat imela kakšno knjigo več napisano, tega si zelo želim. Tudi vem, kako bi bil naslov oziroma kaj bi bila tema, okolje v mestu, ker večina Slovencev je v urbanem okolju in v urbanem okolju imamo en kup enih problemov, ki jih na podeželju nimamo. Bi rekla en tak vodič, kako v mestu živeti, kako česa se biti,
kje so koristi. Tako da ja, jaz upam, da bo to takrat hit, ne, rečemo, da bojo to otroci ali pa vsaj mladostniki ne obvladali.